Tisoče mladih moških. In kot sem vam povedala, so vas lagali. Rekli so vam, da so to nedolžne ženske, ki potrebujejo pomoč. To niso sestradani, obubožani otroci. To so moški, pripravljeni priti, pripravljeni iti, pripravljeni prevladovati, pripravljeni prevzeti Španijo. Se vam zdi, da je bilo to morda organizirano strani kakšne uradne organizacije? Nekateri pravijo, da smo šli predaleč, da gremo proti toku. Rad bi vas sprašal, kdaj je priznanje pravic postalo nekaj radikalnega? Kaj za vraga smo pravkar videli v Španiji? Povedala sem vam, da gre za invazijo in da to niso bili samo migranti. Ampak posnetki iz Španije so me resnično šokirali in jih vam bom pokazala. Ta video ima 17 milijonov ogledov, samo za informacijo. Prav? Kar vidite tukaj, so tisoči maroških moških. Mislim, da mi je zaradi tega slabo. Tisoči maroških moških drvi čez morje, da bi na silo prebili meje Španije. In fantje, ni samo to, to je noro. Mislim, ko gledaš te posnetke, se zdi kot invazija iz Igre prestolov. In kot smo že leta govorili, so vam lagali, da so to nedolžne ženske in lačni otroci, ki naj bi se morali priseliti. Ne. To je popolna, odkrito povedano, infiltracija. Ampak kar je pri tem najbolj noro, je to, da se ljudje sprašujejo, kako se je to zgodilo? Kako je do tega prišlo? Kako so se tisoči ljudi nenadoma uskladili? Mimogrede, ne prvič. To je zdaj že drugič, da so tisoči prišli in preplavili mejo. Kako je do tega prišlo? No, izkaže se, da bi Maroko dejansko lahko to usklajeval. Ampak še huje od tega in prišli bomo do posnetkov, ki nekako dokazujejo, da bi Maroko to lahko storil. Prav na isti dan, ko so jih izpustili tisoče zapornikov v čast nekega dneva, ki ga praznujejo, so jih prav tako priročno poslali v Španijo. Špansko vodstvo, španska vlada se s tem preprosto ne sooča tako, kot ljudje zahtevajo. In ko rečem, da ljudje to zahtevajo, govorim z bodeči žici, ki jo postavljajo okoli različnih domov, da bi preprečili tem ljudem vstop. In zdaj je bila dejansko razglašena nacionalno izredno stanje. Poglejmo si nekaj podrobnosti o tem, kaj se dogaja, ker je res popolnoma noro. Torej, na tisoče maroških migrantov je v četrtek prečkalo špansko mejo v majhno ozemlje Ceuta, kar je preplavilo lokalne voditelje, ki so Španijo prosili naj razglasi izredno stanje, medtem ko so videoposnetki migrantskega vala preplavili družbena omrežja in razburili desničarske politike ter aktiviste. Veliko vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, je, kako se je to zgodilo? Je to usklajeno? Kaj se dogaja? In seveda tudi druge države so pozorne na to. Italijanska predsednica vlade Meloni je povedala, da je njena naslednja vlada pripravljena ukrepati z izrednimi ukrepi kot odgovor na porast migrantov, ter dodala, da razmišlja o zaostritvi nadzora na španski meji. In Italija ne bo stala ob strani in samo opazovala. Videoposnetki na družbenih omrežjih in lokalna poročila kažejo, da je v Ceuto v četrtek udrlo na tisoče migrantov, kar je po besedah predsednika združenja, ki zastopa policijo na meji v Ceuti, povzročilo popoln kaos. In samo poglejte te videoposnetke. Zakaj bi mislili, da bi to povzročilo kakršenkoli popoln kaos, fantje? Poglejte, kako strašljivo je to. Resnično se zdi, kot da gledamo prizor iz Igre prestolov v živo. Preprosto na tisoče in tisoče ljudi prihaja. Ni načina, da bi to ustavili. In tudi, če bi obstajal način, da to ustavijo, očitno vlada ne misli, da je to dovolj pomembna stvar, da bi jo ustavili. Samo poglejte. Tisoče mladih moških. In kot sem vam povedala, so vam lagali. Rekli so vam, da so to nedolžne ženske, ki potrebujejo pomoč, karkoli že. Tako ne izgledajo nedolžne ženske. Poglejte. Noben od teh ni lačen, obubožan otrok. To so moški, pripravljeni priti, pripravljeni iti, pripravljeni prevladovati, pripravljeni prevzeti Španijo. In očitno to ni le nacionalno, ampak tudi mednarodno. To je nacionalna izredna situacija, vendar je tudi mednarodna. Zakaj? Ker to zdaj postavlja precedens. Če želite priti noter, potem morate samo organizirati skupino veliko ljudi, da preplavijo meje. In ničesar se v resnici ne bo naredilo. In zakaj se nič ne bo naredilo? No, ker je očitno vodstvo Španije zaostalo. In nimam boljšega načina, da to opišem. Ker namesto, da bi se dejansko poskušali s tem spopasti, poglejte to. Poglejte to. Si lahko predstavljate, da živite tukaj? Ste nekdo, ki živi v Španiji, v tej čudoviti vasi ob plaži, v mestu ob plaži, in se zbudite, pogledate ven in to je tisto, kar se dogaja. Zdaj, že po izgledu teh ljudi se vam zdijo kot državljani, ki spoštujejo zakon, kot ljudje, ki bi jih želeli sprejeti in naj prevzamejo vaše mesto.
Odgovor na to je ne. In če je vaš odgovor na to da, potem ste zaostali. Iskreno se opravičujem za svoj jezik, ampak to je resnica. To je nekaj, česar nihče noče videti v svojem mestu. To je strašljivo, popolnoma strašljivo. In poglejte, prišli so brez vsega. Nimajo ničesar v rokah, pa vendarle še vedno prihajajo. In zakaj prihajajo brez vsega? Ker vedo, da lahko pridejo v Evropo in bodo sprejeti z odprtimi rokami. Mislim, poglejte to. Trume in trume in trume prevzemajo mesto, ki bi moralo biti čudovito, popolnoma strašljivo. Španska enklava Ceuta je trenutno preplavljena, že več kot 1500 migrantov. Zdaj se zdi, da je to veliko večje. In Elon Musk seveda pravi, da gre za popolno invazijo na Španijo. In ima prav. Odzvala se je italijanska predsednica vlade, zdaj pa se o tem oglašajo tudi ljudje v Združenem kraljestvu. Čas je, da se vsi prebudite. Ne, resno mislim. Samo poglejte te prizore. To se danes dogaja v Ceuti, španski enklavi v Severni Afriki. Ja, to je špansko ozemlje. 10 tisoči, morda še več, vdirajo v tisti majhen del Španije. Oblasti so očitno nemočne ukrepati. In ja, seveda. Ni samo to, da so nemočni ukrepati. Budimo zelo jasni. Sanchez, ta človek, ne počne ničesar, kar bi moral storiti, da bi to ustavil. In če ga vprašate o tem, morate slišati njegov odgovor. Mislim, to je popolnoma noro. Ampak vrnimo se k temu, kar smo brali, prav? Domnevno ne vedo natančno, koliko migrantov je prečkalo mejo, vendar je število v tisočih in pravijo, da je meja popolnoma propadla. Vodja regionalne vlade Ceute je zahteval, da Španija razglasi izredno stanje in okrepi prisotnost policije ter vojske na tem območju. Vendar je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da zaradi skrbi glede migracij ne more razglasiti izrednega stanja. Ne morejo razglasiti, ker to ni videti kot izredno stanje. To ni invazija. Si lahko predstavljate, če bi nacisti vdrli v državo in bi država rekla: Oprostite, tega ne moremo razglasiti za nacionalno invazijo. Mimogrede, Ceuta je del Španije. Pravzaprav ni del Španije, zato ima svojo regionalno vlado. Pedro Sanchez, predsednik vlade Španije, je v objavi na X dejal, da je vlada popolnoma zavezana zagotavljanju takojšnjega odziva na situacijo v Ceuti ter da mobilizira vse potrebne vire in sodeluje z maroškimi ter mednarodnimi oblastmi. Ampak poglejmo ta posnetek oblasti. Povejte mi za trenutek, kaj mislite. Želim, da si ta video pozorno ogledate, ker mislim, da je to precej pomemben posnetek, kaj ne? Torej imate poln tovornjak ljudi. Torej je to organizirano, kaj ne? In ali vidite tega moškega tukaj, ki to nadzoruje? Ali se vam zdi, da je to morda organiziral kak uradni organ? Ker ko pogledam to uniformo, bom to utišala. Kar tukaj vidim, je nekaj, kar ima opraviti z vlado. Zdaj morda ne. Morda se je Maroko po naključju odločil poslati na tisoče ljudi na isti dan, ko izpusti na tisoče ljudi iz zaporov in ječ, da bi praznovali nekaj neumnega. Ampak ko vidiš posnetek tovornjaka ljudi, ki jih odložijo pri meji in jih tam nadzorujejo, moški, ki usklajuje tovornjak in je očitno v neki uniformi, se moraš vprašati, ali je vse to res le napaka. Je to res le naključje? Teh tisoče ljudi je vse ugotovilo kar samo. In ko imaš ljudi, kot je Pedro Sanchez, ki trdijo, da sodelujejo z Marokom, da bi to rešili, res? Je to res, ker od zunaj vsi gledamo na to in si mislimo, kaj za vraga se dogaja. To si vsi mislijo, vsi to gledajo in ugotavljajo: moj bog. Moj bog, to je dejansko invazija, razen za nekatere neumne prebujene bedake, kot boste videli v tem videu. Mislim, to mi je neverjetno. Imaš ta prizor, tisoče mladih fantov teče. In imaš to žensko Španko, ki to snema in govori: dobrodošli, pridite noter. In kot tukaj piše iskalec bedakov, bom skovala nov izraz, samomorilska zabitost. Ker to ni empatija, to je neumno. Stati tukaj kot ženska, na pol oblečena in praznovati, ko vsi ti mladi moški prihajajo, da prevzamejo in se hitro razpršijo, je neumno. To je neumno in nevarno. Ampak kot sem vam rekla, niso vsi v Španiji neumni in nevarni. Evropska ljudska stranka, samo trenutek, ljudje začenjajo postavljati bodečo žico okoli svojih domov. In to se dogaja v Barceloni, da zaščitijo svoje domove pred zasedavci, prav, kar je popolnoma noro. In vidite, to so prizori iz Ceute, kjer se spopadi že začenjajo. Mislim, ste presenečeni? Skupina mladih moških, ki so jezni in bojeviti, prihajajo. Ljudje pa se agresivno premikajo po ulicah.
To je popolnoma strašljivo. In zdaj vidimo, da so se španska vojaška vozila odločila, da je čas, da se premaknejo proti meji z Marokom. Za tiste, ki ne poznate geografije, Ceuta je majhno špansko mesto, ki se nahaja na obali Severne Afrike, ki meji tako na Sredozemsko morje kot na Maroko. Ceuta pripada Španiji že od 16. stoletja in je eno redkih afriških ozemelj, ki jih država še vedno ima, vključno z Melilo, še enim obalnim mestom, ki meji na Maroko. Tako Ceuta kot Melila sta pogosta cilja afriških migrantov, ki upajo, da bodo ta mesta uporabili kot vstopne točke v Evropo. Ampak poslušajte, to je iz vlade Ceute. Poslušajte to. Prebral bom sklep, ki ga je danes sprejel kolegi predstavnikov, sklep, ki je bil sprejet soglasno strani vseh govorcev. Pravi naslednje. Tako je kolegi predstavnikov na izredni in nujni seji, ki je potekala danes, 30. julija 2026, je upošteval kakovostni preskok, ki se je zgodil ob vztrajnem množičnem prihodu migrantov v naše mesto. Je v zadnjih urah še dodatno naraslo zaradi vstopa peš, ko so obšli Pomolta Real, in to prav tako množično. Meni, da je nujno in neodložljivo, da vlada države sprejme naslednje ukrepe. V bistvu pravijo fantje, prišlo je do navala in to je katastrofa. In vsi se s tem soglasno strinjamo. Ampak poglejte ljudi, ki so tukaj. Imamo vprašanja. Imamo veliko vprašanj. Imamo res veliko vprašanj, ker se zdi, kot da je morda nekaj usklajeno od znotraj. Morda pa ni. Na tej točki ni več teorija zarote, če se vprašaš, kaj se dogaja. Ker so stvari, ki jih vidimo, popolnoma noro. Izredna novica. Španska obveščevalna služba verjame, da je invazija maroških priseljencev v špansko enklavo Ceuta operacija pod lažno zastavo, ki jo je organizirala maroška vlada po ukazu kralja Mohameda. Med 12.000 maroškimi državljani, ki so pravkar prispeli v enklavo, ni le veliko pomiloščenih kriminalcev in zapornikov, ampak obstajajo tudi poročila, da so med njimi tudi vojaki maroške vojske, ki so jih do meje pripeljali s tovornjaki in jih usmerjala maroška policija. Tukaj Elon Musk piše: Evropa dela samomor, ker nihče, ki zaprosi za azil, ne more biti deportiran, dokler se njegov primer ne preuči. Španija se tega moškega ne bo znebila. Poslušajte to. Španija ima to noro pravilo, ki so ga nedavno uvedli, kjer je v bistvu tako, da če prideš nezakonito, te ne morejo zares deportirati, dokler tvoj primer ni preučen. Pravzaprav ne poznam vseh podrobnosti primera, ampak to je ena tistih samomorilskih norih stvari, v katere verjame ta človek, Pedro Sánchez. Poslušajte to. Nekateri pravijo, da smo šli predaleč, da gremo proti toku. Rad bi vas vprašal, kdaj je priznavanje pravic postalo nekaj radikalnega? Kdaj je empatija postala nekaj izjemnega? Španija je predvsem gostoljubna država in to je pot, ki smo jo izbrali. Dostojanstvo, skupnost in pravičnost. Nekateri pravijo, da smo šli predaleč. Infiltracija, neumnost in prevzem oblasti. Prav to ste pričakovali in nakopali svoji državi. Španija je gostoljubna država in to je pot, ki smo jo izbrali. Si bedak in si idiot, popoln idiot, ker misliš, da se to dogaja in da bi moral samo reči, da je v redu, sprejemamo te ljudi. Mislim, imate tisoče teh ljudi, ki skačejo s tovornjakov. Maroška policija pa jim pomaga in to omogoča. Vlada Ceute pravi: fantje, to je izredna situacija, prava izredna situacija. Ljudje v Španiji poskušajo zaščititi svoje meje tako, da postavljajo bodečo žico. Morali so poklicati pomoč vojske, ker gre za dobesedno invazijo. Imate na stotine ljudi, ki v Španiji protestirajo proti temu, ker eno je reči, to je tako lepo in prijazno, morali bi sprejeti nekaj ljudi. Druga stvar pa je, ko jih na tisoče dobesedno preplavi meje. In vidimo ene najbolj norih prizorov doslej. Mislim, poglejte jih. Imigranti, ki prihajajo v Ceuto, so ženske in otroci. Mnogi med njimi so podhranjeni. Tako ne izgledajo podhranjene ženske. To je laž. To je laž. In ti neumni bedaki so verjeli tej laži. In to je od Elona Muska. Wow, situacija v Španiji izgleda nora. To je očitno, jasno, parodija. Ampak prav takšen je ta občutek. Na tisoče ljudi, ki samo prihajajo, se zgrinjajo brez strahu, saj vedo, da jih bo španska vlada preprosto sprejela in ne bo storila ničesar glede tega. Ti ljudje že zdaj izvajajo kazniva dejanja, ropajo domove, začenjajo prepire. In imaš to vodstvo, ki pravi: ne, to je super.
Mimogrede, kot smo že povedali, so podelili množično amnestijo 100 000 migrantov. Amnestija je magnet, ki privablja še več barbarov. Sprejemni centri za migrante so popolnoma preobremenjeni. Popoln kaos izbruhne v Ceuti. Mislim, kdo bi si mislil, da bodo izjave, kot so "smo odprta država, nismo radikalni, imamo radi ljudi", pripeljale do tega, da se bodo nori ljudje odločili udreti in drveti čez vaše meje. Nikoli si nismo mislili, da bomo videli tako ekstremne posnetke, a tukaj so, ta dan je prišel. In če ste še vedno idiot, ki uporablja izraz migrant, naj vas to spomni, da gre za invazijo. Tako izgleda invazija, tako izgleda infiltracija. Opustite olepševalno govorico, to so ženske. Ne, prihajajo, da prevzamejo oblast. In Španci naj se zresnijo, tako kot vsa Evropa. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.